Živjo, lepo pozdravljeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mir z vami vsemi. Dobrodošli v seriji branja knjige Golov Advice. Prejšnji smo ostali pri branju Adamitske zaveze, se pravi prve zaveze z Adamom. Danes nadaljujemo branje in se pravi nadaljujemo tam, kjer smo ostali. Se pravi, potem, ko je Adam, mir je z njim, bil pregnan iz Edenskega vrta, se pravi, ostali smo pri tem, da v bistvu Adam in Eva sta imela sina, ki mu je bilo ime Abel, in Eva in Satan sta imela sina, ki mu je bilo ime Kain. Se pravi, Kain ni bil Adamov sin, temveč je bil Satanov sin, in to je omenjeno v Bibliji in to je nekako tem cerkvenim dostojanstvenikom precej jasno. Tam smo ostali na zadnje, danes pa gremo naprej. Se pravi, ko sta bila Adam in Eva pregnana iz Edenskega vrta, Adam in Eva sta se pokorila, v bistvu jima je bilo žal, zaradi njune zavisti in neposlušnosti, kako bi temu rekel. In Bog jima je oprostil in je nekako reinštaliral prvo zavezo, čeprav je bila prelomljena. In čeprav smo omenili na več točkah, da ona dva sta se naučila o svojem stanju, v bistvu kaj se je zgodilo v Edenskem vrtu, in tudi mislim, da sem razložil dokaj jasno, da je bilo vse dovoljeno v tem Edenskem vrtu njima, razen da se približata temu drevesu, ki je bilo prepovedano. In bilo je pač glede na zakoni in zakone po njunem času, je bilo edino, kar je veljalo za Adama in Evo, kar sta mogla vedeti, da ni bilo nobenih človeških bitij okoli njiju. In ni bilo nobenih nobenega nasilja ni bilo v tistem času, niti ni bilo nobenih v bistvu transgresij ali da bi bili neki zakoni vzpostavljeni, katere bi se kršili. Tako da ni bilo nobenih problemov v bistvu. Se pravi, samo Adam, Eva in Mohamedova družina, angeli in spiritualna bitja, mir nad njimi vsemi so egzistirala v tistem času, in ti nekakvi pravni zakoni so nekako so evalvirali in so bili določeni glede na stanje, glede na pogoje, glede na okoliščine in glede na potrebe, seveda. In zdaj pač v Golov Advice Saba Sadik piše, da moramo raziskati mene par stvari, ki so se zgodile za časa Adama, mir z njim. In po teh generacijah, ki so sledile, ki so nekako prinašale spremembe v teh verskih zakonih. In tlele beremo v Golov Advice, da je nafs Kaina ga je prisilil k temu, da je v bistvu da se mu je zdelo prav, da bi on umoril enega od svojih bratov, in tako ga je umoril in je postal eden od teh luzerjev, v bistvu, teh, ki so izgubili, poražencev, recimo jim. In to imamo omenjene v Svetem Koranu, v suri 5, sura Al-Majda, ajat 30. In Abasadik piše, da preden je Kain ubil Abela, ni bilo nobenih zakonov, kar se je dotikalo umora. Niti ni bilo nobenih zakonskih kazni, ker se to ni nikoli zgodilo, to v človeški rasi. In zato, ko je Kain ubil Abela, smo našli, da niti Adam, niti gospodar nista
naredila nobene kazni nad njima, ne. Nista nista mislila, da bi potrebna kakršnakoli drastična kazen morala biti storjena nad njim, in kar je poznano iz jurisprudence, iz teh verskih zakonih, glede večine religije, da bi mogla biti kazen za umor smrt. Kakorkoli že, po tej religiji, po Adamitski zavezi in zakonih, tako imenovani Adamitski zakon, v tem Adamitskem zakonu Kain ni bil kaznovan. In ni bil kaznovan s smrtjo, niti s čimrkoli drugim, in v bistvu je prišel naprej in se je poročil, ne? In je živel normalno življenje, da je gradil mesta in je razširil svoje seme naokoli po zemlji. In morda se nekaterim to zdi čudno, ampak če nekdo bere to naprej, ne, je v bistvu, kako bi lahko nekdo bil kaznovan, ko nekdo ni prekršil zakona. Se pravi, če ni zakona proti umoru, kako ne bo ta človek kaznovan z nečim, česar ni v zakonu, ne. In zakaj bi bil kazen za zakon, za prekršek ali za zločin, ki nikoli ni bil storjen, ali če se nihče ni domislil kazni za zločin, ne. Se pravi, zločin in kazen Dostojevskega je bil napisan potem, tako da to mogoče pustimo ob strani ob tem branju Gololdwajsa. In še, če preberemo torej citat iz Svete Biblije, knjiga Geneze, knjiga Nastanka, poglavje 4, verzi 8 do 18. In zdaj, Kain je rekel svojemu bratu Abelu: pojdiva na polje. In dokler sta bila na polju, je Kain napadel svojega brata Abela in ga je ubil. In tako je gospodar rekel Kainu: kje je tvoj brat Abel? In Kain je rekel: ne vem, sem jaz varuh svojega brata? Gospod je rekel: kaj si naredil? Poslušaj, tvoja kri tvojega brata vpije do mene iz zemlje. Pojdi zdaj in prekleci in pregnan si od zemlje, ki je odprla svoja usta, da sprejme kri tvojega brata od tvoje roke. Delal boš na polju in zemlja ne bo rodila pridelka od tebe. Ne boš imel počitka, taval boš po zemlji. In Kain je rekel svojemu gospodarju: moja kazen je več, kot lahko prenesem. Danes me preganjaš od zemlje in ostal bom skrit od tvoje prezence. Spravi, od tebe bom skrit in bom, tako kot je gospodar rekel, Kain se je sprijaznil s tem, da bo vandral brez počitka po zemlji in da kdorkoli ga bo našel, da ga bo ubil. Ampak gospodar je rekel, se pravi, Bog je dal zapoved: tisti, ki ubije Kaina, bo prenašal retribucijo ali maščevanje 7-kratno čez to kazen, ki jo bo vzpostavil nad Kainom. Se pravi, in na to je gospodar postavil, markiral je Kaina, tako da ni nihče, ki ga je našel, ga ni ubil, ga ni mogel ubiti, v bistvu, ker je imel to znamenje na sebi. In je Kain šel naprej in od prezence gospodove in je živel, kot pravi Biblija, v deželi Nod, vzhodno od raja. Se pravi, vzhodno od raja, vzhodno od Edena. Se pravi, obstaja več pesmi o tem, se pravi, tudi kakšna knjiga
se pravi, in seveda je literatura polna teh zgodb in glasbena industrija, seveda. Kain je ljubil svojo ženo, se pravi, zaljubila sta se in njegova žena je postala noseča in je rodila Enoha. Se pravi, to ni bil Enoh sedmi od Adama, ampak je bil en drug Enoh, da smo si jasni na tem. In Kain je potem gradil mesto in imenoval jo je po svojem sinu Enohu. Zelo zanimivo. Enohu se je rodil Irad. Irad je bil oče Mehudžaela in Mehudžael je bil oče Metuzaleha in Metuzaleh je bil oče Lameha. Se pravi, Sveta Biblija, Geneza, poglavje 4, verzi 8 do 18. Evo, to je bilo to za danes, 11-minutna refleksija, Golo of the Wise. Če imate kakšno vprašanje, pustite ga spodaj. Me veseli, kdorkoli je z nami, da komentira in morda, če imate kakšno vprašanje glede Adamitske zaveze, vklopite se na TikTok kanal ROPL Balkans. Večinoma smo na sporedu nekje ob 7:30 ali 8:30 na večer. In lahko kakšno rečemo o religiji, o stanju zavesti, o spiritualnosti, o svetovnih religijah in o temu, kar piše o Golo of the Wise ali morda o svetovnih dogodkih. Lepo se imejte, lep pozdrav. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mir z vami. Adijo.